kako Slovenci pridemo v Indonezijo, to je bil ta operativni aspekt potovanja. Jaz spremljam to tam nekje od leta 90 in do leta 2007 so Slovenci potrebovali vizume za Indonezijo, od leta 96 je bilo te vizume mogoče dobiti na konzulatu v Ljubljani za vstopom Slovenije v Evropsko unijo in potem za gesto Indonezije, da nas je uvrstila na listo držav, ki so upravičene do vizuma ob vstopu, se je procedura za slovenske turiste, poslovneže za potovanje v Indonezijo zelo poenostavila. Tako da tisto, kar je ključno danes, se slovenski turist ali poslovnež lahko odpravi v Indonezijo, s seboj vzame samo potni list, vizum dobi na meji, trenutno stane vizum $25, procedura je zelo enostavna, traja nekaj minut, zadeve so dobro organizirane. Na konzulatu vsak dan dobivamo klice, ko ljudje sprašujejo in se zanimajo, ali ta procedura res deluje, tako da tukaj je veliko prisotnih iz turističnih agencij, tako da lahko zagotovim, da to res zelo gladko funkcionira. Pred dobrim letom je bila uvedena dodatna olajšava, ki je tudi tistim, ki želijo ostati v Indoneziji dlje kot 30 dni, te vizumi namreč so bili najprej 30-dnevni, omogoča, da zdaj ta 30-dnevni vizum podaljšajo v Indoneziji za dodatnih 30 dni. Kar pomeni, da vsak, ki želi v Indonezijo za 2 meseca, lahko te zadeve dosti enostavno uredi. Tisti, ki želijo iti za del časa in se ne želijo ukvarjati z podaljševanjem tega vizuma v Indoneziji na lokalnem imigracijskem uradu, imajo pa možnost še vedno pridobiti tak vizum na ambasadi Republike Indonezije na Dunaju. Ne več v Ljubljani, tudi to vprašanje se dostikrat pojavlja. Mogoče še ena malenkost, ki je lahko dosti neprijetna za turista. Pomembno je, da so potni listi, s katerimi potujemo, pa ne samo v Indonezijo, v večino držav ob vstopu veljavni vsaj še pol leta. To je nekaj, kar včasih lahko, predvsem pri otrocih, ki imajo krajše veljavnosti, pripelje do zapletov in temu se je pač zelo modro izogniti prej. Rad bi omenil tudi te lepote Indonezije, niso v zadnjih letih ali pa zadnjih desetletjih pritegnile samo slovenskih turistov. Po mojih podatkih, zdaj nimam več tako preciznih, ker ne izdajam vizumov več, prej sem imel čisto natančne podatke in ažurne, ampak mislim, da še vedno je številka okrog 2000 turistov slovenskih obišče Indonezijo vsako leto, tako da če si kdo dela plane in preračunava, kakšna je dimenzija trga, se nekje v tej dimenziji giblje. To je relativno majhna kapljica v primerjavi z 8 milijoni turistov, ki jih Indonezija vsako leto sprejme, ampak kot rečeno, Indonezija je izjemno topla in gostoljubna dežela, tako da veliko slovenskih turistov pride z izjemno prijetnimi vtisi nazaj. Bilo je več poskusov slovenskih investitorjev, ki so želeli investirati v slovenski turizem. Meni od uspelih sta najbolj poznana dva. Prvi je bil pred dobrimi 10 leti par iz Gorenjske, Jana in Dušan Repič sta se odločila odpreti v Indoneziji, potem sta se odločila za Bali, kjer je frekvenca turistov največja, profesionalen padi potapljaški center. In ta potapljaški center je na Baliju, v kraju Pemuteran, to je na tistem bolj odročnem delu Balija,
ki ima zelo lepo to podvodno floro in fauno že dobrih 10 let. In še danes uspešno deluje, tako da, če koga zanima, ga lahko najdete pod easydivers.com. Drug projekt, ki je pa nedavno uspel in zaživel, tako da zdaj traja že kar nekaj let, tako da lahko rečemo, da ni muha enodnevnica, je pa Slovenc Andrej Zorko, ki se je poročil na Baliju z Ido Purvanti in sta zgradila zdaj najprej eno, mislim pa, da zdaj že drugo in tretjo vilo, ki jih oddajata turistom. Te vile obišče tudi precej slovenskih turistov. Tako da je kar nekaj poskusov, poznam pa tudi poskuse, ko so želeli Slovenci odpirati restauracije in podobne stvari na Baliju, tam pa niso najbolj uspeli. Tako da imamo bolj in manj uspešne projekte tam. Rad bi tudi poudaril, da zelo veliko govorimo o Baliju. Včasih pridejo ljudje, pa sploh ne vejo, da je Bali Indonezija, ker je Bali taka, bom rekel, blagovna znamka, tak brand v turizmu, da ga sploh ne povezujejo z Indonezijo. Bom rekel, izkušenj zadnjih 15-20 let, lahko povem, da je Indonezija cela zelo lepa in da je ogromno tudi drugih destinacij, ki so popularne. Slovenci so eno obdobje, zdaj manj oziroma nimam zadnjega podatka, izjemno radi potovali na Sulawesi, ki je na eni strani odličen za trekking in po drugi strani izjemna destinacija za potapljanje, za odkrivanje podvodnega sveta. Potem je za tiste bolj avanturiste organiziral znani popotnik Šeruga vsako leto nekaj ekspedicij v Irian Jaya, to je tisti del, indonezijski del Papue Nove Gvineje, ki je zelo, bom rekel, pustolovski, potrebuješ tudi posebno dovoljenje, da prideš tja. Izjemna, jaz ko poslušam turiste, sam sem bil večinoma poslovno, tako da bolj malo vem o teh lepotah iz prve roke. Java je tako duhovno, kot po vseh teh, bom rekel, kulturnih spomenikih izjemna, da ne omenjam Borobudurja, vulkanov, za vsakoga se najdejo stvari, ki jih prevzamejo. Jon, ki je lastnik tega hotela, prihaja iz njegovi starši, mogoče boste me popravili, mislim, da oče prihaja iz Sumatre. Jezero Toba je tudi izjemno popularna destinacija, ki jo še ne poznamo, ampak je prijetno, ker je klima hladnejša in zelo radi obiskujejo ta del Indonezije, tudi Indonezijci sami. Tako da, če lahko zaključim, konzulat v Ljubljani oziroma ambasada Indonezije na Dunaju so vam vedno na voljo za kakršnakoli vprašanja, pomoč, podporo pri organizaciji ali individualnih potovanj v Indonezijo ali turističnim agencijam, agentom za organizacijo projektov v Indoneziji. Tako da jaz bi zaključil in potem mogoče v tem delu Q&A dobrodošla vprašanja ali kakršenkoli interes za razvoj tako turizma v smeri Slovenija-Indonezija in tudi v obratni smeri. Indonezija, mogoče če zaključim, se izjemno hitro gospodarsko razvija. Bila je lani sprejeta v družbo G20, ekonomsko največjih držav na svetu in mislim, da bomo zelo kmalu priča, da bojo pričeli bistveno bolj intenzivno odkrivati tudi ta naš del sveta.
Zelo mi je bila všeč ta primerjava z tem jezerom in z Bledom, izjemne paralele in tudi tisti slapovi, če na Savico pomisliš, samo drug svet, druga kultura, ampak tam pa Cerkev enako, tako da zelo zanimive primerjave. Najlepša hvala.